22.12.10 po kristjanskem koledarju 2010, Toš direkt, tokratna tema božična drevesca in drevesa. Nahajam se v bližini mestne tržnice v mestu Ptuj in opazujem dogajanje, zato je smiselno, da podam komentar, ki v bistvu vse skupaj prikaže iz zdrave metapozicije. Za pričetek prispevka se bom sprehodil mimo prodajalk in prodajalcev živih, nekoč živih božičnih dreves. Tu jih je nekaj v posodah, torej so še živa, kar je dokaj smiselno. No in sedaj, da pokomentiram z ene ustrezne razdalje, kaj se dejansko dogaja. Vidimo, da se v teh predprazničnih in prazničnih časih razvija kultura, oziroma se je že bila razvita, ampak v tovrstni meri, v neki manični meri se razvija skladno z večanjem neumnosti človeštva. Na eni strani vidimo umiranje gozdov, umiranje zdravih dreves in s tem posledično propadanje zdrave klime za bivanje, na drugi strani pa sekanje lepih, kvalitetnih, kakovostnih smrek, zato da nekaj dni stojijo, izgubijo iglice in potem končajo nekje na kompostu ali nekje v gozdu. Kaj je škodljiva komponenta tovrstnega početja, je doumljivo brez kakšnega zelo globokega tuhtanja. Ampak dejansko je zanimivo opazovati, koliko sile, volje in energije človeštvo vlaga v to, da naravo uničuje, in kako malo v tej količini vlaga v to, da bi jo ohranjalo. Dobro, ko se drevesa kupujejo v posodah in se potem nekje zasadijo, je ta ideja dobrodošla. Najprej drevo služi kot drevo življenja v hiši, drevo veselja, potem dejansko raste v naravi naprej in s tem skrbi za ohranjanje klime. To vrstno početje ni sporno. Sporno pa je sekanje lepo obraščenih smrek, kar vam povem kot nekakšen hobi gozdar. To vrstnih lepo razraščenih smrek je v gozdu zelo malo. So v veliki meri oskubljene, imajo zgolj deblo in zgoraj eno krošnjo. Ko pa srečaš v naravnem gozdu tako lepo smreko, ki je dejansko vzgojena, kolikor predvidevam, so to vzgojena drevesa, si pa potem toliko bolj misliš, kaj lahko pomeni v bistvu lepa smreka. Pade 10, 12, 14 dni, služi za okrasno drevesce, konča na kompostu, grda smreka, v narekovajih grda, pa v gozdu jemlje prostor lepim smrekam, oziroma pač živi glede na dane razmere ohranjenosti gozdov. Pri obdelovanju tovrstnih tematik človeka kar v bistvu zasedajo oziroma napolnijo čustva jeze, vkolikor ima ljubezen do narave, in sam pravim, da tovrstno početje, ki ga vidimo oziroma kakršnega vidimo v predbožičnem in božičnem času ter seveda po božičnem času z smrekami, kaže na neke vrste apokalipso planeta. V bistvu bi lahko v vseh teh praznikih, kjer se dosti govori o svetosti in tem, svetost pripisali živemu drevesu nasploh in se do tega ustrezno vedli, ne pa zavzemali poziciji, saj človek je dominator narave in lahko počne, kar želi. To ni res in to ne bo res. In narava bo kaznovala vsako namerno uničevanje. In potem,
ko toča in razni viharji in vremenske neprilike uničujejo strehe in zgradbe in mesta, takrat se pa človek joče. Vsaka in vsakdo naj se nekako vživi v to, vsaj za nekaj trenutkov, in si predstavlja, kako se drevo joče, ko mora pasti, ko mora potem stati kot neke vrste model in ko na koncu pristane na kompostu, kakor da je bilo nič vredno oziroma je preprosto odslužilo. Potem pa ni čudno, da se podobno dogaja z delavci. Ste tehnološki višek, ste odslužili, zato ste na čakanju z bednimi pokojninami in brez prihodnosti. Mnogo tega se lahko vidi, oziroma skoraj da vse, v odnosu do narave. Ko je odnos do narave uničujoč, je na koncu v prvi vrsti uničen človek.